Predstavitev knjige Drugi dom parlamenta je postavila nekoliko aktualen kontekst, seveda šla je v okviru znanstvene založbe Fakultete za upravo v letu 2011 in je bila sofinancirana tudi s strani Državnega sveta. Predstavitev knjige smo seveda predstavili v okviru razprav, aktualnih razprav o tematiki oziroma o statusu Državnega sveta. Fakulteta za upravo pa želi seveda kot univerzitetna institucija sodelovati pri razpravah s svojim znanjem in dati okvir tovrstnim razpravam, ne nazadnje tudi zelo vročim aktualno političnim razpravam. Gre za seveda nekako drugačen način predstavitve znanstvene monografije, kot ste mogoče nekateri vajeni. Jaz bi se zahvalil dr. Štrusu, ker se je strinjal, da predstavitev postavimo v aktualen kontekst. Pa seveda zahvalil se obema visokima gostoma, obema predsednikoma, najprej predsedniku Državnega zbora, dr. Virantu, in to predsedniku Državnega sveta, gospodu Kavčiču, da bosta predstavila stališče za proti in na to bomo nadaljevali s predstavitvijo knjige in seveda refleksijo skozi predstavitvijo te knjige na aktualno tematiko. Zdaj bi pa na začetku najprej rudno povabil našo dekanjo, profesor dr. Stanko Setnikar-Cankar, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Zakaj smo zelo veseli, da danes gostimo to razpravo? Iz preprostega razloga, ker smo fakulteta specializirana za področje javne uprave in ker želimo z razpravami o aktualnih temah slediti dogajanjem na področju državne uprave, javnega sektorja. Želeli bi, da so to strokovne razprave, da je čim manj pavšalizma, da je čim manj neargumentiranih trditev, stališč, ampak da izhajamo na eni strani iz podatkov, na drugi strani pa iz mednarodne primerjave. Torej si želimo strokovno razpravo, strokovni dialog o odprtih vprašanjih. Danes, kot je bilo že rečeno, bomo spremljali predstavitev monografije, za katero smo zelo veseli, da jo je avtor pravzaprav izdal na Fakulteti za upravo, ki odpira vprašanje dveh domov parlamenta. Torej, želim vam uspešno razpravo in seveda vabim vse sodelujoče, da aktivno sodelujete. Moji argumenti so vam znani. Kar nekaj debat je bilo na to temo, na temo obstoja Državnega sveta, enodomnosti, dvodomnosti parlamenta v zadnjem času, tudi javnih debat, televizijskih in podobno, tako da s predsednikom Kavčičem se zadnje čase redno srečujeva. No, seveda sem se pa na povabilo svoje matične fakultete še posebej z veseljem odzval in na povabilo dekanje profesor Cankarjeve, da v bistvu ponovim te svoje argumente, ki jih deli en del stroke in po raziskavah, ki so bile narejene, jih deli tudi pretežni del slovenske javnosti. Kar seveda ni nek kronski strokovni argument, ampak verjetno, ko govorimo o inštitutih demokracije, demokratičnih inštitutih, o političnem sistemu, se ni nepomembno, kaj o tem mislijo ljudje. Torej, vemo, da obstajajo v Evropi in v svetu parlamenti z enim in z dvema domoma. Poznamo enodomne in dvodomne sisteme. Pri dvodomnih sistemih ločimo tiste, kjer sta oba domova parlamenta popolnoma enakopravna, enakovredna, torej veliko soglasno sprejemata zakonske in druge odločitve, oziroma je nek zakon sprejet, samo če ga oba domova parlamenta potrdita. Tipičen takšen primer recimo je ureditev v Združenih državah Amerike. In imamo seveda ureditve, kjer so dvodomni parlamenti asimetrični, kar pomeni, da ima drugi dom parlamenta manjša pooblastila, manjše pristojnosti kot prvi dom, ima samo določeno korektivno vlogo. No in takšen sistem imamo v Sloveniji. Teoretične razprave o tem, ali sploh imamo dvodomni parlament ali ne, so bile sicer od nekdaj precej žive.
Moje osebno mnenje je, da tukaj ni kakšnih velikih dilem. Imamo dvodomni parlament, seveda pa ta dvodomnost ni simetrična, ampak imata oba domova različna pooblastila. Državni zbor zakone in druge odločitve sprejema, Državni svet ima določeno korektivno vlogo v obliki veta, v obliki možnosti, da daje zakonske predloge, da zahteva zakonodajni referendum in tako naprej. Če pogledamo, kakšna je osnova dvodomnosti v državah, ki poznajo dvodomne parlamente, bomo videli, da največkrat ta dvodomnost temelji na federativni ureditvi države, torej da imajo največkrat dvodomne parlamente, ne izključno, vendar največkrat dvodomne parlamente države, ki so federativne, ki so zvezne in kjer drugi dom zakonodajnega telesa predstavlja v bistvu federalne enote oziroma zvezne države. Takšen primer je v Zvezni republiki Nemčiji, takšen primer je tudi v Združenih državah Amerike, ki sicer nimajo parlamentarnega sistema, ampak vseeno lahko govorimo o dvodomnem zakonodajnem telesu. Drugi temelj dvodomnosti, tudi poznan ponekod, je aristokratski, recimo britanski zgornji dom, House of Lords, temelji na tej aristokratski osnovi, torej na nekem doživljenjskem članstvu lordov v lordski zbornici oziroma v zgornjem domu britanskega parlamenta. Kako je v Sloveniji nastala ta dvodomnost? Pisci ustave in tisti, ki so pri tem sodelovali, znajo o tem marsikaj povedati. Najverjetnejša, najprepričljivejša, najbolj argumentirana se zdi razlaga, da je Državni svet nastal kot nekakšen kompromis med tistimi, ki so zagovarjali enodomnost in tistimi, ki so nekako želeli tudi v novi demokratični politični sistem prenesti elemente tridomnega skupščinskega sistema, ki smo ga imeli v prejšnji ureditvi, ko smo imeli družbeno-politični zbor, zbor združenega dela in zbor občin. In dejansko Državni svet skozi to zastopstvo interesov delodajalcev, delojemalcev, lokalnih skupnosti je neke vrste hibrid med nekdanjima zborom občin in pa zborom združenega dela. To je šlo za nekakšen kompromis, ki je omogočil, da je ustava dobila potrebno 2/3 večino in da je bila sprejeta. No, po 20 letih obstoja Državnega sveta, po 20 letih demokratičnega parlamentarizma v Sloveniji se seveda zastavlja vprašanje, ali še vedno potrebujemo to dvodomnost. To vprašanje si lahko na novo zastavimo in poskušamo nanj odgovoriti neobremenjeno, torej kot da bi začenjali od samega začetka in se vprašati, ali je to smiselno, ali so razlogi za drugi dom, ali so razlogi za dvodomnost slovenskega parlamenta ali ne. Tukaj so mnenja različna. Moje prepričanje je, da dvodomnost v Sloveniji ni potrebna in da zadošča en dom parlamenta, torej Državni zbor, in da Državni svet ni potreben. Mislim, da Državni svet ne prinaša neke pomembne dodane vrednosti v slovensko demokracijo, v slovenski politični sistem. Mislim, da obstajajo dovolj močni argumenti za to, da z ustavnimi spremembami Državni svet ukinemo in da preidemo na enodomni parlamentarizem. Ključni razlogi, vsaj zame, ključni argumenti so prvič primerjalni, torej države primerljive velikosti z primerljivo državno ureditvijo, unitarno državno ureditvijo, nimajo dvodomnih parlamentov. Drugi razlog je, da menim, da bi na ta način slovenski politični sistem poenostavili, ne da bi kakorkoli škodovali njegovi demokratičnosti, torej z državnim zborom, v katerem sedi 90 neposredno izvoljenih poslancev, je demokratičnost zagotovljena. Pa da se razumemo, jaz ne idealiziram te strankarske demokracije, ki se uveljavlja skozi državnozborske volitve. Tukaj se vedno znova sklicujem na znameniti Churchillov izrek, da je parlamentarna demokracija najslabši sistem, vendar še vedno boljši od vseh drugih, ki so jih občasno poskušali skozi zgodovino. Ima svoje hibe, ima svoje anomalije, vsi se jih zavedamo, ampak kaj boljšega zaenkrat v politični zgodovini še nismo, človeštvo še ni pogruntalo.
Torej, poenostavili bi politični sistem. Vedno znova ponavljam, Slovenija je 2-milijonska država, mi svoje primerjalne prednosti ne moremo graditi na naši velikosti, lahko pa jo gradimo na čem drugem. Denimo na enostavnosti. V vseh porah družbenega življenja, sam sem se vedno zavzemal za enostavno, za poenostavitve v birokraciji, v javni upravi, v upravnih postopkih, v upravnih procesih in enako logiko zagovarjam tudi pri političnem sistemu. Seveda z nekim razumnim pristopom. Nekateri poskušajo te argumente uvreči z argumentiranjem ad absurdum, če je tako, potem bi bilo pa najbolj enostavno, da tudi Državnega zbora ne bi imeli in tako naprej, ampak seveda to so nesmiselni argumenti. Veliko število demokracij v svetu funkcionira, demokratičnih držav funkcionira z enodomnim parlamentarizmom, pa z demokracijo tam ni nič narobe. Torej, skandinavske države, bistveno večje od Slovenije, Švedska, Norveška, tudi srednjeevropske države, Madžarska recimo, unitarne države, tudi mnogo večje od Slovenije, imajo enodomne parlamente. Potem je tukaj še en argument, ki ga izpostavljam, to je transparentnost. Ljudje neposredno izvolijo svoje poslanke in poslance. Na drugi strani, seveda člani Državnega sveta niso izvoljeni neposredno, ampak so izvoljeni posredno. Izvoljeni so iz vrst določenih organizacij, določenih inštitucij, ki predstavljajo parcialne interese, to je treba poudariti, torej to je zastopstvo določenih interesnih skupin, ki so naštete v ustavi, ne bom rekel ravno arbitrarno, ampak lahko bi bile tudi kakšne druge. Imamo delodajalce, imamo delojemalce, imamo kmete, imamo obrtnike, imamo lokalne skupnosti oziroma lokalne interese, nimamo pa recimo, na pamet govorim, upokojencev, nimamo mladih, nimamo žensk in drugih družbenih skupin. Torej lahko bi govorili o precej arbitrarni izbiri teh interesnih skupin. In seveda, poleg tega se na nek netransparenten način v funkcioniranje Državnega zbora vpletajo tudi politične stranke, to vsi priznavajo, torej ni res, da je Državni svet nekakšna nestrankarska korektura strankarske demokracije, kajti stranke imajo pomemben vpliv, zato tudi ni čudno, da so se nekatere stranke vedno zavzemale za ohranitev Državnega sveta. Ne rečem, da je to vedno zaradi kalkulacij in interesov, ampak tudi kalkulacij in interesi so tukaj prisotni. Nekatere stranke so preprosto močnejše v Državnem svetu. Ali preko lokalnih interesov, eventualno tudi preko sindikalnih voditeljev in tako dalje. Se pravi, enostavnost, transparentnost, nepotrebnost Državnega sveta, majhnost države, unitarna ureditev države, vse to govori v prid ukinitvi Državnega sveta. Želel bi posebej poudariti, da sem velik zagovornik vključevanja zainteresirane javnosti v procese odločanja. Tisto, kar se dostikrat poudarja kot dodana vrednost Državnega sveta, torej da aktivira civilno družbo, zainteresirana javnost seveda mora biti aktivirana v procesih odločanja, vendar to se mora zgoditi v pravem času in na pravem mestu. Aktivirati jo morajo pripravljavci zakonodaje, aktivirati jo mora že resorno ministrstvo, aktivirati jo mora vlada, aktivirati se mora v odborih, v delovnih telesih v Državnem zboru. Zainteresirana javnost mora priti zraven, ko gre za pomembne odločitve. In vlada, ministrstva, pripravljavci zakonodaje morajo zainteresirano javnost poslušati, morajo slišati njene argumente, morajo poskušati uskladiti rešitve, vendar na koncu seveda odločiti in prevzeti odgovornost. Ne glede na to, torej, če gre za zakonodajo ali podzakonske predpise, ki se tičejo malih in srednjih podjetij, je seveda potrebno vključiti obrtno podjetniško zbornico, slišati njene pripombe, jih poskušati upoštevati, če se le da, če ne pa argumentirano zavrniti in prevzeti odgovornost. To zelo zagovarjam. Vendar to se mora zgoditi, kot rečeno, v procesih vladnega in državnozborskega odločanja. Ni potrebe, da bi se to zgodilo, ko so vsi ti procesi končani. V bistvu je takrat že prepozno. Treba je to storiti pravočasno.
Za konec bi rekel še to, v tem mojem v tem mojem zavzemanju za ukinitev državnega sveta, ki je konstantno, torej jaz sem vedno menil enako, nikoli nisem imel drugačnega stališča in ga z različnimi vlogami v družbenem življenju ne spreminjam. S tem svojim stališčem seveda ne mislim nič, v tem mojem stališču ni nič osebnega, ne. Jaz nimam nič niti proti predsedniku državnega sveta, niti proti njegovim članom, jaz preprosto menim, da je ta inštitucija nepotrebna. In tudi menim, da dokler ta inštitucija obstaja, dokler je to ustavna inštitucija, da jo je seveda potrebno spoštovati, jemati resno. S predsednikom Kavčičem sva se že tudi sestala in se dogovarjala o sodelovanju med zborom in svetom, o možnih racionalizacijah, prihrankih, sinergijah in tako naprej. Tako da dokler državni svet obstaja, ga bomo pač resno vzeli. In to bi bilo pravzaprav za uvod z moje strani vse. Torej, če potegnem pod črto, tako kot sem že včasih, ko sem bil še minister in sem hodil na kakšne obravnave svojih točk v državni svet, vedno sem se teh stvari udeležil, kadar sem bil povabljen, se pravi, sem inštitucijo spoštoval, vendar sem običajno tudi rekel ceterum censeo, državni svet je treba ukiniti. Res sem vesel, da lahko v imenu državnega sveta sodelujem na tej predstavitvi in hkrati izmenjavi mnenj o pomembnih vprašanjih teorije in prakse delovanja političnih sistemov oziroma delovanja družbe kot celote. Naj bo ta moj pozdrav in kratki nagovor namenjen predvsem predstavitvi pogledov mene kot predsednika drugega doma ob izteku 5-letnega predsedovanja. Ni lahko biti državni svetnik v slovenskem drugem domu, ni lahko bilo v teh 20 letih, ni lahko biti predsednik. Je pa zanimivo. Je zanimivo. Osebno lahko rečem, da morda zato, ker je za menoj 20 let dela v gospodarstvu in dobrih 10 let na pretežno političnih zadolžitvah in mi je resnično blizu vloga drugega doma, državnega sveta v nekem prostoru med, pogojno rečeno, politiko in nepolitiko. Vprašanja o smiselnosti takšne ali pa drugačne oblike organiziranosti političnega sistema so legitimna, so tudi logična, tako v podjetju, kjer je celo nujno dinamično preverjati optimalnost takšne ali pa drugačne oblike organiziranosti. Ampak to, kar je v podjetništvu razumljivo samo po sebi, pa je morda v politiki nekoliko drugače. V konkretnem primeru prisotno je premalo analitičnega pristopa, prisotno je premalo odprtosti za različne sodobne rešitve, prisotno je premalo strokovnega poglabljanja v same temeljne pojme. En primer recimo je razprava o popolnosti ali nepopolnosti oziroma simetričnosti in asimetričnosti. Nepopolnost je strokovno utemeljen izraz, kakor tudi simetričnost, asimetričnost, vendar se je izrazoslovje začelo uporabljati v nekem kontekstu, ki izhaja iz pomena teh besed. Torej, mnogo akterjev na tem področju je začelo prikazovati sam pojem nepopolnosti kot nekaj nepopolnega, slabega. In najprej smo govorili o nepopolnem, neidealnem, slabem parlamentarnem sistemu, potem smo pa govorili o nepopolnem drugem domu, s katerim je nekaj narobe in ga je treba ukiniti. V resnici je pa nepopolnost ali asimetričnost prednost, namenska lastnost parlamentarnega sistema, ki med drugim tudi preprečuje blokade v političnem odločanju, ki preprečuje pretirano razsipnost političnega sistema in pretirano robustnost v odločanju. To so namreč konkretno problemi, s katerimi se srečujejo v državah članicah Evropske unije, ki imajo tako imenovane popolne dvodomne sisteme, to sta Romunija in Italija. V nobeni od teh dveh držav niso posebej zadovoljni s to popolnostjo, s to simetričnostjo
Še posebej zato ne, ker gre v teh primerih v drugem domu za neko repliko prvega doma. In to se mi zdi pomembno izpostaviti. Pa ne povem kar sedaj. Dvodomnost je seveda nepotrebna toliko bolj, kolikor bolj sta si podobna po zgradbi in delovanju prvi in drugi dom. In obratno, dvodomnost je toliko bolj smiselna, kolikor je drugi dom nek partner, sparring partner prvemu domu. In jaz moram ponovno izraziti visoko spoštovanje do tvorcev slovenske ustave pred več kot 20 letih, ki so si zamislili nek sistem, ki ga nedavni dokument Medparlamentarne unije Združenih narodov postavlja v zelo sodoben kontekst. To pomeni, da je dobro imeti drugi dom, ki je drugače konstituiran po drugi logiki kot prvi dom in ki odpira vrata strokovni civilni družbi. Tu se seveda izrazito ne strinjam s spoštovanim predsednikom Virantom, ko govori o komuniciranju s civilno družbo. Način, iskrenost in čas sta tukaj izjemno pomembna. In v trenutku, ki ga je opisal predsednik Virant, ko je v postopku nek zakon in ko izvršna veja oblasti ali državni zbor odpre vrata za diskusijo o tem zakonu, takrat je daleč prepozno. V državnem svetu se dogajajo posveti o najpomembnejših vprašanjih slovenske družbe takrat, ko je za to čas, ko se oblikujejo vsebinske zasnove zakonodajnih rešitev v prihodnje. Problem pa je tistega, ki bi moral malo bolj pozorno to poslušati. Se pravi, izvršne veje oblasti in državnega zbora, koliko je tu resnično spoštovanja do moči argumentov, za katerimi ne stoji argument moči. Premalo. V Sloveniji so zaživele, kot je predsednik pravilno opozoril, Virant, neproduktivne dileme, naprimer, ali državni svet sploh je drugi dom ali ni drugi dom. Odločitev ustavnega sodišča je verjetno te dileme zaprla, ampak pravzaprav jaz sem se vedno sprašal, ali je pa to tako pomembno, ali rečemo temu delu parlamentarnega sistema, ali mu rečemo dom, ali mu rečemo zbornica, ali mu rečemo senat, ali mu rečemo kar tako del parlamentarnega sistema, pravzaprav ni tako pomembno. Pomembno je, da je to del slovenske zakonodajne oblasti, ki bi lahko dajal še veliko večji prispevek, če bi bila raven spoštovanja in sodelovalnosti v slovenski družbi in politiki na nekoliko višji ravni. Ta knjiga, ki jo danes, ki je center našega današnjega zanimanja, naj bo prispevek tudi k temu, da bo razumevanje temeljnih kategorij sodobnih političnih sistemov v slovenskem prostoru boljše in bomo več pozornosti lahko namenili soočanju z dejanskimi družbenimi problemi. Politične stranke. Politične stranke so temeljni gradnik sodobne parlamentarne demokracije. O tem ni dvoma. Ampak, ali političnim strankam prepustiti vso izključno moč odločanja o najpomembnejših vprašanjih države in državljanov, ali je morda koristno imeti neko institucijo, ki dovolj kvalificirano poskrbi za drugo mnenje, institucijo, ki ni niti prešibka, niti premočna, to je pa seveda lahko legitimno vprašanje. Drugo, ali lahko danes v svetu, v Evropski uniji, v Sloveniji računamo na to, da so politične stranke brezšumen prenos volje volivcev v upravljanje države? Ali lahko računamo na to? Če ne moremo računati na to, je pametno imeti instrument kvalificirane presoje. Ali je prisoten asimetrično močan vpliv koncentrirane finančne in politične moči na delovanje političnih strank, ali te nevarnosti ni? Ali so politične kampanje zastonj, ali so zadaj ogromni finančni budžeti? Odkot pa ta denar prihaja? Ali za tem denarjem stoji kakšen interes? In ali je pametno imeti instrumente vpogleda v te povezave?
Torej, verjetno drugi dom že po definiciji povečuje stopnjo demokracije, je pa toliko bolj utemeljen, kolikor je drugače konstituiran in je v nekem konstruktivnem sodelovalnem konfliktu s prvim domom. Dileme, ki so bile izražene, tudi morda izražajo neko površno razumevanje že sedanje vloge drugega doma, za katero se seveda pa strinjam, da je koristnost tega predloga, ki ga je oblikoval dr. Virant, verjetno vsaj v tem, da je spodbudo na zelo živahno in zavzeto debato o tem, ker če mene iskreno vprašate, ali je državni svet optimalno postavljen in ali lahko optimalno funkcionira, vam moram odkrito povedati, da so tu potrebne določene spremembe. Pogled na te spremembe je lahko legitimno različen. Osebno vidim najpomembnejše spremembe tam, kjer pravzaprav ne boli preveč, to je v poslovniku državnega zbora, v kontekstu oblikovanja pomembnega instrumenta, ki se imenuje veto. Veto bi bilo potrebno iz sedanje dokaj primitivne oblike odložilnega veta, na katerega državni zbor ne more konstruktivno odreagirati, ampak lahko samo po poslovniku organizira ponovno glasovanje. To je preniska stopnja demokracije in strokovnosti. In to zadevo bi bilo potrebno nadgraditi z 4. branjem zakona, instrument, ki bi omogočil, da bi državni svet izrekel veto morda zoper en posamezen člen zakona. In kar je še bolj pomembno, da bi poslanci državnega zbora dobili možnost svoje znanje, izkušnje, interese spraviti v funkcijo. To pomeni, da bi imeli možnost razmisliti o predlogu, o njem razpravljati, zavzemati stališča in na koncu sprejeti predlog državnega sveta ali ga ne sprejeti ali sprejeti neko tretjo rešitev. To je sistem, kot približno deluje v Zvezni republiki Nemčiji. No, če smem reči, sem vesel, da v diskusiji z predsednikom državnega zbora, ki je sicer vedno jasen v tem, da državnega sveta ne potrebujemo, ampak če bi ga imeli, pa mislim, da tudi vidi smisel, vsaj tako mi je rekel, v rekonstrukciji instrumenta veta. Vendar veto ni edini instrument in tudi ni edina funkcija državnega sveta, že danes ne. Državni svet že danes ima ne samo kontrolno vlogo, ampak ima tudi svetovalno vlogo, ima tudi volilno vlogo, prešibko, zaenkrat samo na primeru statističnega urada, ampak je prisotno, ima ustavno revizijsko vlogo, ima vlogo mednarodnega povezovanja. Državni svet je polnopravni ustanovitveni član Združenja evropskih senatov. In če komu ni jasno, kakšna je povezava med delovanjem civilne družbe in drugim domom, bi bilo dobro, da si ogleda zaključke zasedanja Evropskih senatov, ki je bil v Ljubljani, če se ne motim, leta 2002. Tisto mednarodno zasedanje Združenja Evropskih senatov je postreglo z bogatim spoznanji na področju povezovanja drugih domov in organizirane strokovne civilne družbe. Prepričan sem, da pričujoče strokovno delo daje velik prispevek jasnejšemu pogledu na prednosti in na slabosti delovanja slovenskega parlamentarnega sistema in da analizo postavlja v relevantne mednarodne razvojne primerjave. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala za to mnenje. Dr. Štrus se na delo državnega sveta ne spoznali iz prakse, pač pa tudi iz pedagoškega in raziskovalnega vidika. To dokazujejo številne monografska dela, članki, ki so prevedeni tudi v tuje jezike. Izdanih je bilo več kot 10. Njegov delo pa je nasploh povezan s področjem ustavnega prava. Dr. Štrusa zdaj naprošam, da nam na kratko predstavi knjigo in seveda svoje mnenje na aktualno tematiko statusa državnega sveta. Spoštovana dekanja, spoštovani predsednik dr. Virant, spoštovani predsednik dr. Kavčič, spoštovani člani državnega sveta, veseli me, da ste se udeležili v tolikšnem številu. Posebno sem vesel, da s nami tudi oba generalna sekretarja obeh domov slovenskega parlamenta. Spoštovani prijatelji, dovolite mi
da se najprej zahvalim za to, da je knjiga išla in zato se moram najprej zahvaliti v prvi vrsti Fakulteti za upravo, ki je knjigo založila in izdala. Zahvala gre seveda tudi agenciji za knjigo, ki je sofinancirala, Državni svet, ki je sofinanciral izdajo. V Državnem svetu se seveda moram zahvaliti vsem vodstvu, članom, sodelavcem, ki so mi pomagali pri tem. Zahvaljujem se tudi dr. Gradu, dr. Kocijančiču, dr. Bergantu, ki so predstavili mojo knjigo, magistri Nini Furman, ki je lektorirala in na koncu seveda tudi najpomembnejša moja družina, ki me je na poti študija ves čas podpirala. Najprej bi rad poudaril, da se s področjem dvodomnosti ukvarjam že 13 let. S tem področjem sem se začel ukvarjati potem, ko sem začel delati še kot študent v Državnem svetu in se potem v Državnem svetu tudi zaposlil. Tisto, kar je bilo s tem omogočeno, je, da sem na ta način ne samo dostopal do monografij in do ustavnih ureditev, ampak da sem dejansko imel dostop tudi do prakse. Praksa, kako funkcionirajo drugi domovi, to je bilo možno spoznati samo na takšen način, da sem imel dostop preko Državnega sveta do Združenja Evropskih senatov in pa do kolegov iz tujine na ta način, ki so mi lahko dejansko predstavili, kako drugi domovi funkcionirajo. Kajti velika razlika v nekaterih državah je med samo ureditvijo in med načinom delovanja drugega doma. Tipičen primer je španski senat. To je institucija, ki so jo ustanovili v konec 70-ih let. Ko pogledaš ustavno ureditev te države, ko pogledaš ureditev drugega doma, senata, je na prvi pogled izgleda, kot da je odličen predstavnik, zastopnik teritorijalnih interesov, v praksi pa ne funkcionira kot tak. Zelo močno vlogo imajo politične stranke v njem in gre dejansko za ponovitev politične sestave iz prvega doma. Ko dejansko ne uporablja sploh svojih pristojnosti, pa ima veto, pa ne uporablja. Tako da vsako ureditev je potrebno gledati ne samo z vidika ureditve, ampak tudi z vidika prakse. Področje dvodomnosti je zelo zanimivo, mnogo bolj zanimivo, kot če bi se lotil na primer primerjave prvih domov. Zelo enostavno, zato ker prvi domovi so sestavljeni na identičen način, neposredno so izvoljeni in imajo seveda podobne pristojnosti, zelo zakonodajne pristojnosti, drugi domovi pa se med seboj izjemno razlikujejo. 79 držav na svetu ima dvodomni sistem in niti dva na svetu nista med seboj podobna. Podobna sta, nista pa identična. To pomeni, da se razlikujejo ne samo po pristojnostih, ampak tudi po oblikovanju, po mandatni dobi, po organizacijah, po predstavništvu. Ogromno nekih razlik je možno najti med njimi. Nisem se lotil samo dvodomnih parlamentov, ampak sem se lotil tudi držav z elementi dvodomnosti. To so neke posebne ureditve. Naprimer, eden izmed primerov je Norveška. Norveška ima enodomni sistem. Vendar se po izvolitvi Stortinga razdeli Storting na dva dela. In 1/4 članov, ki so izvoljeni, začne predstavljati, funkcionirati kot drugi dom. Kar pomeni, da lahko v postopku, zakonodajnem postopku vložijo veto. Zelo zanimivo. Ena izmed takšnih idej obstajala tudi, ko se je sprejemala ustava in je bil oblikovan Državni svet. Je padala tudi ideja, da bi se v Državnem zboru izločili lokalni del in da bi na ta način imeli veto v sistemu. Mogoče, da ne bom predolg, ker vem, da se nekaterim udeležencem mudi, bom v delu, kjer želim predstaviti, kako funkcionira dvodomnost oziroma kako se država odloči, ali bi imela enodomni ali dvodomni sistem, kako velika mora biti, koliko prebivalcev mora imeti, bi odgovoril z enim konkretnim primerom. In sicer s primerom Luksemburga. Luksemburg je ena izmed najmanjših držav v Evropi z enim najnižjih številov prebivalcev. V 19. stoletju je bil del Belgije. Belgija ima dvodomni sistem. V tistem času ima tudi Luksemburg dvodomni sistem. Potem, ko je postal Luksemburg samostojna država, so se odločali, kaj bojo naredili z drugim domom, ker senat v Belgiji predstavlja multilingvistično državo, zelo različni predstavniki so noter, se pravi predstavniki
francoske skupnosti, predstavniki nemško govoreče skupnosti. Zelo različne skupine. Luksemburg takega drugega doma ni mogel imeti, zato je uvedel enodomni sistem, vendar je uvedel posebno institucijo, ki se imenuje Državni svet. Conseil d'État po francosko. In ta institucija je uvrščena v izvršilno vejo oblasti, vendar ima pomembne pristojnosti tudi na področju zakonodaje. Kaj ima ta institucija? Ima svetovalno vlogo, daje mnenja tudi v zakonodajnem postopku in ima funkcijo veta. Zakaj so to v Luksemburgu storili? Zato, ker so ugotovili, da je dobro imeti neko zavoro v sistemu zavor in ravnovesij, nek veto, in to je država, se pravi, da prav tako gre za državo, ki ima elemente dvodomnosti, pa je država, ki je mnogo manjša od Slovenije in ima manj kot 500 000 prebivalcev. Sicer so drugi domovi med seboj zelo različni, mogoče bi poudaril še par značilnosti, do katerih sem prišel s proučevanjem vseh drugih domov. Prakse nisem mogel preučiti, naprimer pri drugih domovih v Afriki, v Južni Ameriki, sem jih pa lahko pri vseh evropskih, z izjemo Belorusije, pri ameriškem, kanadskem, avstralskem. Zanimivo je, da močni drugi domovi niso tisti, izključno tisti, ki imajo močne pristojnosti. Imamo naprimer druge domove, ki so zelo močni, izgledajo zelo močni, vendar niso tako močni. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za ponovitev politične sestave iz prvega doma. Tako kot sem omenil že pri španskem senatu, se tudi pri številnih drugih zgodi, da se zaradi politične sestave, ki je identična politični sestavi prvega doma, drugi dom ne uporablja svojih pristojnosti in se zato smatra kot čibak. Tipičen primer, naprimer, kanadski senat. Kanadski senat je imenovan, manjkamo en izmed pomembnih elementov, to je legitimnost. In ker imenuje člane senata generalni guverner na predlog predsednika vlade, je seveda ima vlada večino tudi v drugem domu. Torej, ne samo od pristojnosti, tudi od načina volitev je odvisen, kakšen položaj ima drugi dom. In to obravnavam dejansko preko celotne knjige. Pomembna je politična skladnost sestave, pomembna je legitimnost. In če primerjam to z Državnim svetom v Sloveniji, lahko ugotovim, da je pri sestavljanju ustave, ne glede na to, da je nastal Državni svet kot kompromis, nekaj rešitev izjemno dobrih, ki bi si jih veljalo zapomniti tudi za naprej. Karkoli bomo že naredili s to institucijo. In to je, ohraniti je potrebno neko zavoro v sistemu, veto bilo potrebno v sistemu ohraniti na takšen ali drugačen način. Zanimivo je, da je ratalo pri ureditvi Državnega sveta, da nikoli ne obvladuje te institucije, ne politična večina v Državnem zboru, ne opozicija. Mislim, da je to posledica pravzaprav funkcionalnih interesov, ki so v Državnem svetu. To je ena izmed velikih prednosti, v tujini mnogokrat ugotavljajo, da če je politična večina enaka v obeh domovih, potem drugi dom ne funkcionira kot zavora, ampak gre za ponavljanje odločitev iz prvega doma in pa odločitev, ki jih je dala že vlada. Pomembna je tudi legitimnost. Dva domova na svetu sta povsem nelegitimna, dom lordov v Veliki Britaniji, senat v Kanadi. In to se pozna tudi pri njunem funkcioniranju. Gre za države zelo dolgo tradicijo. Te države so razvile druge domove do te mere, da kljub temu, da imata oba močne pristojnosti, jih ne izvajata, se kar samo omejujeta. Tako da kakršenkoli prehod na takšen način oblikovanja ni priporočljiv. Drugi domovi so med seboj zelo različni. Tisto, kar mislim, da je potrebno upoštevati, nikoli ne moramo kopirati ureditve iz druge države in jo prenesti v Slovenijo, ker nikoli ne bo funkcionirala tako, kot funkcionira v državi, kjer je bila uvedena. In to v glavnem zaradi tradicije, prakse, načina delovanja. Tisto, kar bi še želel povedati, je, da se z nobeno spremembo
ne mudi. Sploh pa ne z obstoječo spremembo, ki je že v ustavno-revizijskem postopku. Hvala lepa. Lep dober dan vsem, da ne bom določnejši, ker pač v tej fazi domnevam, da si ne smem dovoliti ob nezmanjšem seveda spoštovanju. Seveda sem nekoliko v zadregi, potem, kar smo slišali, ne, predvsem potem, ker je seveda tudi kolega dr. Dušan Štrus, bi rekel, ne, povedal o svoji znanstveni monografiji, zato bi povsem nakratko nekaj, da tako rečem, zgoščenih in splošnih ugotovitev. Ne. Torej, najprej bi rekel, da je znanstvena monografija prvo analitično, sistematično in celovito tovrstno delo v naši strokovni in znanstveni literaturi. Največja odlika tega dela je razvojna in primerjalno pravna analiza dvodomnosti, dvodomnih parlamentov, s poudarkom seveda na drugih domovih in tako naprej. Ne. Kolega Štrus se je uprl seveda izčrpno na ustrezne teorije, ne samo pravne, tudi sociološke in politološke torej, teorije, seveda na relevantno literaturo, pravne vire, predvsem tujo literaturo, moram poudariti. Seveda ugotovil je, kot smo pravkar slišali, da v svetu pač ne obstaja en sam, da tako reče, torej model dvodomnosti, da se tu ne ponavljam. To, kar bi želel reči, je to, da je tudi identificiral in problematiziral torej najtehnejše in očitno najizzivalnejše in aktualnejše torej dileme, ki so tudi pred nami ta hip, torej v strokovni in politični javnosti v Sloveniji. Ne. Druga odlika torej tega dela, ne, monografije, znanstvene, torej monografije našega kolega, je, da je pretanjeno, pretehtano, argumentirano, analitično, problemsko in celovito predstavil in razčlenil ustavno in zakonsko in seveda tudi poslovniško ureditev torej državnega sveta. Glede na čas, ki nam je na voljo, ne, morda se vam zmoti, domnevam, da nisem, bi si dovolil vendarle nekaj opomb, da tako rečem, ne, torej k tem dilemam, ki so pred nami, ne, torej državni svet v prihodnosti. Najprej bi rekel, ne, da je zame ključno vprašanje, mora biti boste, domnevam, da boste presenečeni, vprašanje legitimnosti državnega sveta. In trdim, da ima državni svet, kot je urejen, torej po sedanji pravni ureditvi, ne, po tem kriteriju, torej legitimnosti omejen, da ima omejeno legitimnost. In ta omejena legitimnost se kaže v dveh pomenih. Prvič se kaže v razmerju med strukturo, torej državnega sveta, med tem, torej, ker je državni svet, vemo, torej predstavnik teh pa teh interesov in tako naprej, in na drugi strani med pristojnostmi državnega sveta. Med strukturo državnega sveta in pristojnostmi državnega sveta obstaja izrazito neskladje ali kot v torej pravu pravimo izrazita, a sem morda nekoliko pretemperamenten, ne, izrazita antinomija. Ne. Torej, državni svet, ki vendarle jasno je sestavljen iz članov, torej predstavnikov in tako naprej, v ožjem obsegu, ne tako kot razumljivo, vemo, zakaj kot državni zbor lahko predlaga katerikoli zakon. Katerikoli zakon. Ne?
tudi zakon, a ne rečem, pa ne bom rekel, lahko daje mnenja o katerikoli zadevi. Ne bom rekel o katerikoli zadevi. Ne. Nadaljujem, lahko zahteva presojo ustavnosti kateregakoli zakona. A se smem dovoliti reči morda tu, da nema tudi zakona o ustavnosti zakona o verski svobodi. Zame je to nerazložljivo. Ne? Zame je to, prosim, ob spoštovanem predsedniku, visoko spoštovanem predsedniku, torej državnega sveta, prosim, jasno, govorimo pač rem jasno, ne? Nerazložljivo. Da državni svet lahko zahteva presojo ustavnosti zakona o verski svobodi. Ne? Navajen kot primer. Ne? Zdaj vprašanje veta. Poglejte, se državni svet lahko vloži veto, ne? Tudi denimo zoper družinski zakonik. Ne? Zoper družinski zakonik, zoper zakon o državni upravi, ne? Zoper zakon o referendumu, zoper, a ne nadaljujem, čezmerno segajo pristojnosti državnega sveta. Državni svet pomeni po svojih pristojnostih okrnitev enega od temeljnih načel naše ustave. In to načela, po katerem je ljudstvo nosilec oblasti v Republiki Sloveniji. Ne? To je zame torej najhuje pri državnem svetu. Omejena, ne nikakršna, omejena legitimnost državnega sveta. Gremo naprej. Državni svet ima med drugim torej pristojnost, da zahteva razpis zakonodajnega referenduma. Dobesedno nikjer, kolikor jaz nekaj malega vem, v nobeni državi, noben parlament, niti dom, niti določen število poslancev nima te pristojnosti. Ena sama država ima dobro, neko svojevrstno sui generis, bi rekel, pozna nek, bi rekel, tak, torej primer, ko lahko parlament zahteva razpis zakonodajnega referenduma. In veste, kdo je to? To je Švica. Švicarski parlament ima po ustavi iz leta 1999 pravico do tako imenovanega proti Gegenvorschlag, proti predloga, na podlagi katerega lahko vloži zahtevo za razpis referenduma, in to izključno v smeri iskanja kompromisne rešitve med vsebino zakona, ki ga je sprejel torej parlament, in vsebino torej zahteve, ki so jo predložili volivci. Ne, to je edini primer, ne, tako da je že malo bizarno, da tako rečem, da ima državni svet to pristojnost. A ne rečem, da je uporabil, vemo kdaj, ne, uporabil jo je po referendumu o volilnem sistemu. In to vprašanje ni bilo kakršnokoli vprašanje, to je bilo strateško vprašanje. Za nekatere sem te dni poslušal, ne bom predolg, bom prekratek, pa me naš prijatelj tudi seveda spomnil, se to je zadostovalo, da imamo državni svet, da je preprečil sprejem večinskega sistema. Kar pomeni, da je vprašanje, kako sprejemamo ta sistem, ali tako ali drugače. Mar ne zadostuje to? Ne? Torej ta referendum je vsekakor odveč. Potem je vprašanje seveda to, kar je spoštovani predsednik državnega zbora povedal. Ne? Poglejte, Slovenija je ena od članic Evropske unije. In Evropska unija pomeni, kot vsi vemo, prosim, se opravičujem, v kontekstu govorim, prenos dela pristojnosti torej na to organizacijo, na evropske inštitucije, predvsem zakonodajne in tako naprej in tako naprej. In v tem pomenu je pomen nacionalnih parlamentov kot nacionalnih parlamentov, kakršnikoli so že enodomni, dvodomni in tako naprej, upadel za nekatere izrazito čezmerne. Nekateri uporabljajo izraz, govorijo o deparlamentarizaciji, torej nacionalnih parlamentov.
In s tem je upadal tudi, seveda pomeni upadla vloga in tako naprej, čigava? Ja, Državnega zbora Republike Slovenije. In posredno tudi potreba po kom ali po čem, torej po Državnem svetu. In jutri trend je tak, ne, dobro, zdaj smo v neki situaciji, malo negotovi, malo zoprni, vse vemo, te finančni, prosim, da ne bom, ne, češ, kaj bo z evrom, kaj bo z Evropsko unijo, ampak vendarle dolgoročno bomo še naprej prinašali pristojnosti. Vsi to je kot prosti pad Evropska unija v vseh, prosim, vprašanjih, ki so in ki bodo še odprta in tako naprej. Tako vidite, to je eden tudi izmed argumentov, ki jih pač vidim, zakaj Državni svet ni potreben. Zdaj pa naprej. Samo, če smem še 2 stavka, lepo prosim, če smem. Zdaj ne vem, katera naj navržem. Poglejte, jaz bi takole predlagal, ali moje videnje je naslednje, da se ustavo tako spremeni, da se občinam in mestom, kot pravi zdaj nek predlog, ali pa če hočete mestnim občinam, da se ne bom tu lovil. Torej, da se določenemu številu občin in mest in pokrajin prizna, veste, kakšne pristojnosti? Takšne pristojnosti, kakršne ima danes Državni svet na področju česa? Na področju lokalnih interesov, na področju regionalnih interesov, s tem, da se opusti seveda referendum. S tem, da se opusti referendum. Res je, in samo trenutek, če smem, stranka Pozitivna Slovenija predlaga, torej zmanjšanje števila, da ne bom tu, in poudarek je na okrepitvi, torej ohranitvi Državnega sveta in na poudarek je na artikulaciji in tako naprej uveljavljanju lokalnih in regionalnih interesov. Tu moramo biti pozorni. Veste, eno od ustavnih načel je tudi načelo decentralizacije, ki izhaja iz 9. člena Ustave in tako naprej. In zato, tudi zato bi povsem zadostovalo, da bi Ustava določila, da imajo občine, mesta in pokrajine vse pristojnosti, ki jih ima danes Državni svet, v okviru interesov teh skupnosti, poudarjen, in seveda brez česa, brez torej pravice do referenduma in o stroških. Veste, kako so v Nemčiji oziroma na Bavarskem pripravljalci naše ustave, prosim, ne moramo mimo tega, so se zgledovali pri pripravi torej teh ustavnih določb in tako naprej o Državnem svetu po Bavarskem senatu. Bavarski senat je že 13. leto pokopan. Pokopali so ga volivci in volivke, veste, pod kakšnim geslom. In to je bilo geslo socialdemokratske stranke Nemčije. Schlankerstadt, ohne Senat. Vitka država brez Državnega sveta. Bil sem predolg in oprostite. Ja, samo bom nadaljeval tako, da bi samo opravičil, dr. Virant, ker imam obveznosti in smo dopadli za našo sodelovanje. Hvala lepa. Če lahko čisto na kratko, res v 3 stavkih dopolnim tole sjajno ekspertizo. Glejte, danes je imamo nad odločitvijo Državnega zbora 3 inštitute. 3 inštituti lahko zaustavijo zakonodajno odločitev Državnega zbora, ko je bila že enkrat sprejeta. Prvi inštitut je zakonodajni referendum, ki ga lahko zahteva najmanj 40.000 volivcev, Državni svet, najmanj 30 poslancev. Drugi takšen inštitut je Ustavno sodišče. In tretji inštitut je Državni svet, ki lahko s svojim vetom nekako vtakne palico v zakonodajno kolesje. Zdaj, za prvim in drugim inštitutom je zelo močna logika. Torej, logika, da se lahko ljudstvo kot suveren postavi nad odločitev zakonodajalca, tudi med mandatom, torej med dvemi volitvami, je čvrsta. Pač, če je taka odločitev, da dajemo ljudstvu tako visoko stopnjo, bi rekel, tako visoko stopnjo moči tudi med dvemi volitvami,
potem je to normalno in logično. Torej, ljudje lahko na referendumu zavrnejo neko odločitev, ki je bila v državnem zboru sprejeta. Ustavno sodišče je varuh ustave. Ustava je dokument, ki je sprejet z dvotretjinsko večino, predstavlja neko višjo stopnjo družbenega konsenza in noben sklic državnega zbora s svojimi odločitvami ne more povoziti ustavodajnih odločitev. In že spet je tukaj močna logika zadaj. Ustavno sodišče to ščiti, to čuva in lahko razveljavi neko odločitev državnega zbora, če je protiustavna. V primeru državnega sveta gre pa v bistvu za to, da se nad odločitev državnega zbora, sprejeto z demokratično večino, postavijo dobesedno parcialni interesi. Interesi sindikatov, lokalni interesi delodajalcev oziroma vseh tistih, ki so v državnem svetu zastopani. In tukaj se pa v resnici zastavlja vprašanje transparentnosti in, kot je kolega Kocijančič izpostavil, legitimnosti. Morda samo še stavek o tem, kakšna je usoda tega predloga za ustavno revizijo, ki je sedaj vložen. Moja ocena ta trenutek je, da so možnosti za spremembo relativno majhne. Torej, situacija v parlamentu se je po začetnem občutku, ki sem ga imel, da bomo z lahkoto dosegli dvotretjinsko večino, zelo hitro obrnila. Torej, po prvih pogovorih, ki sem jih imel z vodji poslanskih skupin, sem imel absolutno občutek, da želja za spremembe je in da bodo te spremembe šle v ukinitev državnega sveta. Potem je prišlo do preobrata in danes seveda te potrebne dvotretjinske večine nimamo več, tako da domnevam, da bomo tudi v naslednjem mandatu v različnih vlogah seveda na kakšnem takem posvetu diskutirali o ukinitvi državnega sveta. Hvala lepa za vabilo. Bila je prijetna diskusija. Dekanja, najlepša hvala. Predsednik, kolegi, želim uspešen posvet še naprej.